Tržno raziskovanje, izbor ciljnih skupin in person. Z nami je Mojca Klenovšek-Podobnik. Živja! Dober dan, dobrodošli v 15. oddaji Point Out Weekly. Z nami je gostja Mojca Klenovšek-Podobnik, ampak preden gremo v to oddajo, mogoče še to, da omenim, zadnjič smo govorili o vzponu storytellinga, tako da tisti, ki si niste uspeli ogledati te oddaje, imate tukaj link, kliknite na njega, skočite na hitro pogledati in se vrnete takoj v to oddajo. Evo, Mojca, ful me veseli, da si danes z nami. Vedno je tako biti prijetno v tvoji družbi, ker si vedno nasmejana, vedno tako zbudiš pozitivno energijo, tako da je vedno fajn. Mogoče še par besed, preden gremo res v tematiko o Mojci. Ona je že približno 5 let vodja kvalitativnega raziskovanja v podjetju Ipsos Slovenija, ki je eden izmed 3 največjih, se pravi, z področja trženjskega raziskovanja na svetu. Tako je. Tako da res obvlada to in sem ful vesel, da lahko danes govorim o tem s tabo. Hvala lepa za povabilo. Tudi meni je všeč, da se na ta način malo širi glas o kvalitativi in o raziskovanju na splošno. Super, evo. Tako da greva že kar, si pripravljena? Ja, greva. Evo, the best. Evo, prvo vprašanje, ki ga imam zate, je povezano s tem, s procesom raziskovanja. In sicer to je dostikrat ljudem tuje. Si ne znajo čisto predstavljati, kako je celoten ta proces sestavljen, tako da lahko mogoče za začetek malo opišeš, kako sploh poteka raziskovanje, kje začnemo, pa tako malo do konca. No. Ja, raziskovanje je, bi rekla temu žal na žalost, prevečkrat damo stereotip dolgočasno, zapleteno, ampak ni, ne. Predvsem zaradi tega, ker raziskovanje kot tako že sama beseda pove, da bomo odkrili zelo verjetno nekaj novega. Seveda pa to pomeni po drugi strani, da se razbije naša cona udobja, ne? In zaradi tega včasih pomeni to neka neprijetnost, ne? Zlasti, če imamo vmes tudi opravka s kakšnimi bolj negativnimi, bi rekla, podatki, ki jih moramo kot podjetniki ali pa recimo jaz kot raziskovalka podjetnikom tudi predati, povedati, ne? Raziskovanje se vedno začne pravzaprav s potrebo in to ponavadi podjetja, se pravi marketinški strokovnjaki pridejo do nas in imajo težavo, ki je zelo poslovne narave. Ne? V zadnjem času imajo vsi težave seveda z padcem prodaje, z padcem imidža in tako naprej. Si predstavljam, ja. In to je v bistvu začetek našega, bi rekla, prvega uvodnega sestanka z njimi. Mi jih poskušamo skoraj na kvalitativni način malce izprašati, ne? Pomagamo jim tudi odkriti kakšne vidike, ki jih sami mogoče niso videli, namreč so ukvirjeni v svojem poslu, v vsakodnevnem tempu in nekdo izven njihove organizacije in včasih da kako svežo perspektivo. Tako da to je uvodni sestanek. Takrat se tudi že odločimo vse v okviru, katere metode bomo zbrali. A lahko mogoče malo povejo, katere pa so običajno, ali pa katere so najbolj pogoste? Ja, jaz zelo rada ne govorim o metodah, o tem kvanti, kvali, delitvi in podobnih zadevah. Se mi zdi, da to je že tako zelo stara delitev, preveč tradicionalistična, mogoče bolj rezervirana za konzervativne vrste raziskav, ki jih mogoče delajo akademiki. Medtem pa tam zunaj, ne, ko se dogaja posel, ni časa za neko grozno delitev metodologij. Zato raje govorimo o raziskovalnih pristopih. Ne. Kadar potrebujemo mi izvedeti neko zelo, bi rekla, jasne odgovore o nekih zelo taktičnih odločitvah, ki morajo biti sprejeti na podlagi teh odgovorov, se odločimo ponavadi za kvantitativno, ne, znane, recimo spletna anketa je ena taka zelo pogosta metoda, še vedno, ne. Vedno manj je na primer telefonskih ali pa face-to-face anket, ne, tudi že zaradi očitnega, ker gre vsem vse na živce, ne. Dosti je sindiciranih podatkov, torej da se zbirajo za zelo veliko skupino kategorij in se potem uporabijo za takrat, ko jih potrebuješ za neko načrtovanje. Vedno večji vzpon imajo pa kvalitativni pristopi.
To pomeni, da ni več anket, to pomeni, da ni več vnaprej pripravljenih scenarijev, kako bi naj potekalo neko odgovarjanje, ampak gre za to, da si zelo eksplorativen. To pomeni, da pustiš se presenetiti, kaj te med ciljno skupino čaka. Najbolj znane intervju in fokus na kot neke klasične predstavniki, paradni konji kvalitative se tudi še danes uporabljajo, ampak načeloma se prilagajajo novim oblikam. Bodi si mobilnemu raziskovanju, bodi si e-oblikam, kjer v bistvu imamo ne samo fokusne skupine, ampak cele forume dlje časa. Bodi si, da gremo v resnici z njimi šopingirati in imamo shopping day. Jaz v tem primeru pomenim moderatorja, ki opazuje in se empatično vživi, pozabi na svoje navade in vse. Ja, sliši se zelo zanimivo in tako je eno vprašanje, ki se mi tako poraja, pa ni mogoče niti to povezano s tem, ampak čisto v zasebno življenje se daj zalotiš, da tako zelo raziskovalno pristopaš. Zelo, moram reči, da pač jaz ne jemljem kvalitativne raziskovalke, torej tega dela, ki ga opravljam, ne jemljem samo kot službe, ampak meni je to v bistvu vokacija, nek poklic v pravem pomenu besede, zato tudi sem ti že na začetku rekla, jaz nimam občutka, da sploh delam za koga, klasična zaposlitev s pogodbo, Imam zelo občutek, da sem kot en freelancer, ki v resnici 24/7 vpet v ta proces. In ja, ti moraš biti prvi predmet raziskave. Prvi, zakaj? Zaradi treninga, ker se naučiš opazovanja. Ljudje v bistvu ne znamo opazovati. In to je prva stvar, ki se jo naučiš in tudi jaz od svojih, recimo, ko mentoriram druge, je to prva naloga, ki jim dam. In da sebe najprej v bistvu spoznaš. Sebe spoznaš, tudi v različni psihoanalizi, namreč našemu področju je zelo blizu transakcijska analiza, naprimer, oziroma psihoanaliza, oziroma psihologija potrošnika, da smo malo bolj generalna. Je blizu, ti moraš iti najprej čez svoje težave, kako boš drugim svetoval, če ne greš čez svoje težave. In tudi jaz, čeprav delam v marketingu, imam vlogo doma, ko čistim stanovanje, ko kuham, ko grem nakupovati. Mislim, še vedno se znajdem v vsaj 20 vlogah lahko na dan. To pomeni, da se lahko čisto brez problema opazujem. Iščem razloge, zakaj delam nekaj tako, kot delam. Ja, že potem, po mojem prvem delu, zdaj v vseh teh tvojih razlagah, moram takoj uvršiti tisto trditev, ki velikokrat slišim, da raziskovanje je ful dolgočasno, pa da so skozi same neke številke, pa cifre, pa to. Ker, mislim, sploh to, ta kvalitativen del se sliši zelo zanimiv. Ja. Tako da, ja. Nič, mogoče še to, kaj pa konkretno tvoja vloga, zdaj, če se postavlja ti kot v vlogi raziskovalca, se pravi, prej si že malo omenjala, da si kot nek moderator, ali mogoče sam še malo s kakim stavkom bolj specifično, kako to poteka? Ja, moja vloga, tak povzetek je, jaz sem peristaltika raziskovalnega procesa. Se pravi, skrbim in za klienta in za razvoj, da zna on dobro včasih tudi izraziti svoje potrebe. Po drugi strani sem vodja projekta, se reče, se pravi, handlaš pač naloge čisto vsakodnevne, čisto v bistvu menedžeriranje rekruterjev, hkrati potem moderiram, tudi z udeleženci moraš dobro znati delati. Na koncu pride potem faza poročanja, kjer sem čisti analitik, takrat si zmešan profesor z 1 litrom kave in si čist noter in se ti sanja in tako. In potem na koncu si v bistvu tudi še aktivator teh rezultatov. Ta del se mi zdi izjemno pomemben, pa se, hvala Bogu, tudi vedno več poudarka daje tudi pri naših podjetjih. Ne samo, da jaz napišem report, pa ga tebi dam, pa rečem, wow, ful dober. Kaj pa zdaj, Ideja kvalitativca predvsem je, ker imamo tako množstvo podatkov, da to potem ugotovimo skupaj s klientom na delavniškem sodelovanju, kaj zdaj narediti s tem. Okay. Ali je nova strategija, ali je čisto taktično nek nov produkt morda. Lahko se pa zgodi, da v bistvu samo optimiziramo, kar oni že vejo, pa samo vse konce skupaj potegnemo, pa ugotovimo, in potem je wow efekt, vse to smo pa že vedeli. Vsak dober insight rečemo, vse to smo pa že vedeli. Žal, 10 let ni tega noben prišel, recimo do tega. Ok. Če se pomaknemo, zdaj si že malo omenjala, kaj so lahko rezultati nekega končnega procesa raziskovanja.
In zdaj, kot tisti, ki delajo v marketingu, in tudi tisti, ki nas gledajo, so večinoma ali iz marketinga ali podjetniki, oziroma delajo v podjetju v povezavi z nekimi agencijami. In velikokrat pridemo do tega, da je potrebno ali določiti ciljno skupino, oziroma je treba ugotoviti, komu pa bomo naš produkt, storitev prezentirali, ponudili. In to me zanima, koliko je sploh pomembno, da z neko raziskavo to tudi ugotovimo. Oziroma drugače, ali lahko to tako, kar se usedem pa rečem, ok, to je moja ciljna skupina in zdaj vem, kdo to je in lahko pripravim kampanjo na podlagi tega. Ja, jaz ponavadi dam metaforo. Če vi date nekomu, ki strelja z lokom v tarčo, prevezo čez oči, kako dobro bo zadev tarčo? Kako dobro bo zadev, bi rekla, sredino tarče? Mogoče ima krompir, ne? Mogoče, ja. Takrat rečemo, pa evo, ne rabimo raziskave. Ampak jaz mislim, da slovenska kultura je zelo ziharaška. Mi imamo radi just in case scenarije tam od A do Ž plana, praviloma. Zato so raziskave in določanje ciljne skupine, vsak marketinški strokovnjak ve, da je to osnova. In to narediti z glave je precej tvegano, saj se mi zdi z vidika tudi odgovornosti do budžetov, ki jih ima firma, naprimer za neke investicije v marketing in tako naprej. Se pravi, čisti z vidika učinkovitosti samega marketinškega načrtovanja. Zato ciljna skupina se lahko določi na podlagi podatkov, ki ne izvirajo nujno iz raziskave kot take. Zelo veliko imajo podjetja že same podatkov. Kdo so kupci, recimo? Kdo so kupci? Okay. Oni lahko iz različnih oddelkov zelo veliko podatkov in potem je pa pomembna ta fuzija. Danes ni problem priti do podatkov, bi rekel človek. Tudi hraniti jih ni toliko velik problem. Problem jim je pa dati pomen. Zdaj, ta pomen in relevantnost za neko poslovno odločanje. Tukaj se mi pa zdi, da je s to množico podatkov in s to odprtostjo do podatkov postala zdaj izziv, kako to spraviti skupaj, da meni kot podjetniku, odločevalcu koristi za neko odločanje. In ciljna skupina je ključen začetek. Tudi zato, da povežeš vse oddelke, da se počutijo biti na istem čolnu, da vsi delajo za tega kupca, ali pa rečemo, jaz ne rada govorim o kupcu, ampak o uporabniku, v vaši mogoče stranki, če govorimo za storitven sektor. Ker nas zadnji kupec kot tak, to je taka grda redukcija, samo to vlogo ti damo, vse ostalo vlogo pa me ne zanimajo. Mislim, Zoran, ti greš zihar čez 20-30 vlog v enem tednu. V enem dnevu greš čez najmanj 5-6 vlog. In v vsaki vlogi se ti popolnoma drugače odločaš, čeprav se tebi zdi, da si ti zelo konsistenten v svojih odločitvah, te moram zelo razočarati, da nisi. Žal, to je tako, radi smo zelo racionalni, vse premislimo, ampak 80-90% svetovne konzumacije se zgodi s čustvi. Ja, verjamem. In čustva je enako vloga in moja naloga je, da tebi kot podjetniku ne govorim o kupcu, ampak govorim o osebi, ki je v ozadju in o njenih vlogah, čez katere gre in čez katere motivacije, bariere jo peljemo, da bo morda zainteresirana za tvoj produkt. Ok, kaj pa more podjetje narediti, preden pride do neke agencije za tržne raziskave? Ali mora že prej določene stvari, rekla, porihtati znotraj svojega podjetja, oziroma kaj lahko že sam naredi, preden se odloči za neko profesionalno agencijo? Definitivno se da ogromno stvari narediti tudi sam. Se pravi, desktop researchi, tako kot sem že rekla, jaz rečem kar organizacijski research, ki ga narediš pri sebi doma, je izjemno, bi rekla, nizek angažma z vidika budžeta, nekoliko višji z vidika števila ur, ker preden dobiš vse podatke, zlasti, če gre za večje podjetje. Nič ni morati, nič ni nujno. Z nami delujejo podjetja, ki tega ne počnejo, zato nas poskušajo nekako najeti, da jim mi razjasnimo ta del, ker bodi si nimajo časa, bodi si nimajo toliko znanja, ni nekega koordinatorja teh podatkov, skratka, kupenih odločitev. Ampak z vidika učinkovitosti samih naložb v marketing, jaz vedno svetujem, vi imate že dovolj podatkov o sebi. In tudi
veliko bolj fokusirano se lahko potem pogovarjamo o sami raziskavi, ki jo delajo z nami. A ne? Se pravi, oni imajo na podlagi svojega pregleda že zelo jasne, rečemo temu teoretično hipoteze, ne? Ali pa neka predvidevanja, ki jih želijo pač preveriti. In meni se zdi to vedno ciljno investiranje v neki, ne pa dajmo mi malo tako videti, kje smo. Ne? To zelo želim, da mi klienti takrat se majčkeno bolj odprejo, tudi jih vprašam, kako zelo neprijetno vprašanje. Ali pa jaz potem naredim malo researcha na mestu njih v smislu, ampak jaz imam omejen dostop do podatkov, nikoli nimaš toliko dobrih podatkov, kot če si v podjetju. Ampak se pravim, to je različni scenariji so na različnih podjetjih. Najbolj nujno, kar jaz rabim od klienta je, da je odprt. Odprta glava, v resnici zelo common sense, pa žal ni tako zdravo razumsko to. Veliko bolj bi bilo z njimi sodelovati, če bi razumeli, da je meni čisto normalno, da imajo neke posebnosti, neke slabosti, neke izzive, kot pa naprimer ta potreba, da so najboljši, da oni rabijo sam tole malo pošlihtati. Nič kaj veliko. Malo embalažo pa, a veste, Potem pa čez nekaj časa zveš, da v resnici tudi identitete nima ta znamka. Okay. Ja. Pa vemo, da so v bistvu še čisto na začetku, pa čisto pri osnovah. Tako, ali pa recimo se vmes neka sprememba na trgu naredila, ki je fatalno vplivala na neko pozicijo. Se niso prilagodili, ja. Eno vprašanje, ker dosti govorijo tudi zdaj o procesu, kako se skupaj poteka. Koliko pa vzame časa nek tak proces? Razumem, da je različno dolg, odvisen od težave in tako naprej, ampak čisto z občutek, da si bodo gledalci lažje predstavljali. Ja, to je tudi en izmed stereotipov, pa to bo trajalo 100 let. Vse zato je. Ja. Kvalitativka v povprečju klasična pustva ob strani specifike tam 3 do 4 tedne. Okay. Se pravi, prvi sestanek pa prezentacija, ki je že kot delovni sestanek za naprej kak slab mesec. Govorimo o klasičnih metodah. Če imamo metodo v smislu mobilnih telefonov, kjer so lahko ljudje prisotni, smo recimo nekaj časa z njimi, so to lahko praktično isti dan že dobiš določene rezultate. So to zelo hitre transformacije. V zadnjem času je tujini porast overnight researcha. Narediš fokusne skupine, naprimer 2 v popoldanskem času, se usedeš na sestanku, briefingu s svojim klientom, zjutraj so že v bistvu prvi akcijski načrti. Tako da. Ok, super, v bistvu dosti hiter, dober mesec in imaš lahko že zelo dobre podatke, oziroma če gre za neke elektronske, digitalne zadeve, še hitreje. V digitalnem marketingu velikokrat govorimo o personah, pa verjamem, da tudi na drugih področjih, da nam tako rekel samo digitalni marketing, pa nikjer druge. Ampak ja, govorimo o nekih personah, ki so v bistvu, čeprav razumem, neki tipični predstavniki ciljne skupine. Lahko mogoče malo več poveš o tem, kako jih definiramo, oziroma kaj je pomembno, da ta persona, da kaj določimo pri njej. Persone so meni najljubše orodje, to so orodje, rada poudarim. To niso prezentacije človeka, ki se ga copy-pasta v glas. To je prva stvar, ki je ne želim, da podjetja razumejo persone tako. Druga stvar je, da ljudje smo vizualna bitja, imamo vsi domišljijo, čeprav tisti največji matematiki to zanikajo, pa imajo največ, ker so najbolj abstraktni, ampak imeti persono pred sabo, imeti en dober, bogat opis, ki temelji seveda na raziskavi, na nekem vzorcu, je lažje predstavljati si in tudi poveže vse oddelke v eno. To je meni ključna funkcija, se pravi, to je neka konsistenca med oddelki, ne pa da prodaja reče, ne pa se to ne bojo kupovali, ker oni tega nočejo. Marketing bo rekel, ne, oni to hočejo. Se pravi, te interna nesoglasja s persono, ki je dobro opredeljena, potihnejo. Prvič so to eksterni podatki, ker se nekdo ne zmisli iz lufta, tako smo prej rekla, naša ciljna 25 do 30. Drugič je to jasna prezentacija človeka, lahko mu damo tudi ime, zgolj zaradi praktičnih razlogov spet. In potem komuniciramo, naš recimo razvajenec tega ne bo hotel kupiti. Naš skrbnež bo pa to želel.
In to zelo velikokrat slišim in sem grozno vesela, potem, ko vidim nek proces, nek napredek v podjetjih, ne, da so povsebili to interno komunikacijo in da so podjetja zelo jasno sprejela te persone, jih zelo jasno vidijo, razumejo. Okay, kaj pa pomembno, da definiramo pri personi, če so lahko res čisto konkretna? Omenjala si, da je ena izmed možnosti, da mu damo kar ime. Velikokrat to, vsaj v digitalnem marketingu, dostikrat to delamo, da damo kar ime, pa te neke značilne demografske lastnosti so tudi pogoste. Kaj pa še ostale zadeve, ki jih vključujemo? Jaz rečem, to je osnova. Demografija je vedno neka klasika, potem pa daš lifestyle, kaj bere oziroma spremlja od medijev, kateri touchpointi so mu, tisti, ki so mu v določeni vlogi pomembni. Se pravi, tudi to pogledamo z vidika uporabe samih produktov oziroma storitev, kaj konkretno je relevantno, sej ne kar vse. Odnos, predvsem ta odnos do te kategorije, v kateri je naš produkt, storitev, odnos do znamke, ki jo ima recimo nek klient, pa potem tudi rangiranje, oblikovanje, pa konkurenci tudi mogoče kaj? Odnos do konkurenčnih znamk? Tudi seveda, ampak to mogoče pol že bolj konkretno zajamemo v poti odločanja. Se pravi, to je spet še en, bi rekla, podroben pogled, še en pristop, ki ga dodamo kvalitativi personam, na kakšen način se ta persona odloča. S tem potekom odločanja praktično zajamemo in točke dotika, touchpointe, zajamemo odnos do kategorije, odnos do naše znamke, konkurentove znamke ali pa znamk. Skratka, en cel tak, sečem, kar ekosistem probamo narediti. Ok, koliko pa običajno naredimo teh person, če imamo zdaj nek storitev, produkt, pa bi radi kot orodje uporabili persone, koliko se jih običajno definira? To je zelo, bi rekla, težko vprašanje, v smislu dati neko numerično oceno. Jaz vedno pravim, da arhetipov klasičnih je 12, to že vsi vemo. Potem so odvisno od agencije do agencije, ki temelji na določenih in drugih teorijah, ima malo več, malo manj. Ampak načeloma pri personah, ko se tiče določene kategorije, imamo ponavadi dva ekstrema. Pa ne govorim o userjih, non-userjih, ampak nekdo, ki je znotraj userjev nek ekstrem. Ali je recimo zelo sproščen ali pa zelo skrben. In najboljše je vzeti dva ekstrema, zato ker si najlažje predstavljaš v resnici tudi njihovo vedenje. Spravim, to je zelo tricky question. Se zgodi, da imamo seveda več oseb oziroma person in potem s kvantitativo malo želimo dati tudi poudarka, katera persona je nam ciljna. Se ne bomo za 5 ciljnih trgov delali neki, ampak tudi se s kvantitativo malo prioritizira, kaj je zdaj ključno. Tako da kvali naj da bogastvo, jaz rečem, kvanti naj da prioritete, in imamo potem good point. Zdaj se počasi že pomikava proti koncu, tako da me sedeva malo obrniti v prihodnost. In naslednja zadeva, ki me zanima, tvoje mnenje, nekaj si že omenjala prej o telefonih in tako, to je že sedanjost, ampak če greva v prihodnost pogledati, zdaj so zelo popularni te roboti, s katerimi lahko kar malo četaš, artificial intelligence oziroma umetna inteligenca je v vzponu, VR, navidezna resničnost, vse to, tako da kaj misliš, kakšna je prihodnost raziskovanja? Bomo to vse lahko uporabili tudi pri raziskovanju, pri dobivanju nekih podatkov z trga? Ja, definitivno. Mislim, zdaj smo po mojem mnenju tudi, koliko hodim po teh konferencah, kjer se z naših, bi rekla, drugih trgov, na 84 trgov pride na kup, je to absolutno wow pogled na svet in kam gremo. Definitivno so navidezna resničnost je ena izmed že pravzaprav realnosti, ki se že izvaja, ko v bistvu ti niti treba iti več nikamor, ampak imaš posnetke praktično z nekimi očali in tako naprej. Se pravi, to je ena smer, tako kot si tudi omenil, recimo nek artificial intelligence. Mogoče tukaj umetno inteligenco si še malo ne predstavljamo z enim pomislekom. Zlasti kvalitativa proučuje čustva. Sicer ti lahko naučiš neko, bi rekla temu, umetno inteligenco zaznavanja mišic in s tem tudi povezave na čustva, občutke.
ampak nikoli ne vemo čisto dobro razlogov v zadju, zakaj je temu tako, zakaj je prišlo do tega čustva. Ne. Tako da tukaj je še mogoče malo neraziskano, ampak umetna inteligenca zna tudi sama sklepati marsikaj, ne. Tako da to pustimo mogoče ob strani. Prihodnost je definitivno v tem, da bo čim manj, bi rekla temu, da se ta čas raziskovanja skrajšuje. Da postaja vedno bolj poslovno, akcijsko naravnan. Ne reporting zato, da pač napišeš report, ne, ker to ni več ideja. Ideje so tudi, da bi naprimer razne epe, ki jih imajo ljudje doma na hladilnikih, zobnih pastih in to v bistvu združiš in imaš vpogled v usage behavior, ne. Na nek ta način. Zelo veliko je tudi tega že, da imaš, naprimer, sploh ni več meje med klienti, raziskovalci, udeleženci, ne, ampak smo vsi v istem raziskovalnem hot houseu, ne, tudi to je ena izmed idej, ne, nek resničnostni šov narediš, ne, kjer se v bistvu ta neko vedenje pride zelo hitro na plan, ne, ali pa neke bariere in se v isti hiši, v istih prostorih v roku enega vikenda naredi en akcijski plan, naprimer, za to. Ampak se pravi, to je že realnost, ne, tako da zdaj to že furamo, ne. Ampak mogoče v Sloveniji še to ni toliko prakse okrog tega, ne, se pravi, za nas bi še rekla, ko smo bolj teenagerska, marketinška scena, ne, še rabimo malo te identitete odraslega, ampak bo. Evo, še res zadnje vprašanje na hitro, a te je kaj strah tega zbiranja podatkov? Veliko je govora o tem, da na vsakem koraku se zbirajo podatki o nas. Je tebe osebno tako kaj strah tega? Ne, zakaj? Ja, ne vem, ljudje imajo, mislim, mene tudi ni, ne, ampak se veš, ljudje so dostikrat zaskrbljeni, ne, da se te podatke lahko zloraba, ne, predvsem za to. To je seveda, tudi mi, ko zbiramo podatke, imamo zelo stroge procedure, ne, seznanimo tudi ljudi in povemo, marsikdo tudi pove sodelovanje v ta namen, zaradi te bojazni, je pa največ bojazni zaradi nepoznavanja. Ja. To je največ bojazni in takrat se zakrčimo, ne. Itak vedno, ne, na vseh področjih, kar ne poznamo, se običajno tudi bojimo, ne. Tako da to jaz mislim, da je tudi ta bojazen izhaja iz tega stanja, tega strahu, ne. Druga bojazen je pa seveda kriminal in nepridipravi bodo vedno, ne. Tudi takrat, ko še ni bilo telefona, so bili, ne. Tako da ne vem čisto točno, kako hudo bo zdaj to drugače. Še vedno bojo pa neke nove oblike, mogoče nekega cyberkriminala, ne. Ampak jaz osebno se tega ne bojim. Jaz se bolj bojim, da ljudje izgubljajo radovednost in raziskovalca v sebi, ki nam je dan, ko smo še čisto mičkeni otroci, ne. Bolj me tega skrbi. Mislim, da to je nekaj, s čimer bi se mogli ukvarjati. Da nismo več radovedni. To je slabo. Evo, super misel za zaključek. Mojca, še enkrat ful hvala, ker si bila z nami. Ja, me veseli. Bilo je the best. Mislim, da so gledalci izvedeli kar precej nekih novih informacij. Naslednjič bova z Nejcem spet skupaj in sicer govorila bova o email marketingu in pa to je to za danes. Se vidimo naslednjič. Uživajte.